najprej želel ponoviti neka svoja stališča, ki sem jih že podal na predavanjih iz predmeta Ustavno in mednarodno kazensko pravo na drugi stopnji Evropske pravne fakultete v Novi Gorici. Tamkaj sem seveda kot vodilno načelo kazenskega materialnega prava omenjal načelo zakonitosti v kazenskem pravu, ki ga poznajo Ustava in tudi vsi mednarodni dokumenti o človekovih pravicah. Namreč to načelo zakonitosti je kot človekova pravica bilo prvič zapisano tudi v deklaraciji pravic človeka in državljana iz 1789. leta. No, naša Ustava v 28. členu zdaj o tem načelu zakonitosti pravi, da nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. Tukaj bodimo pozorni na ta del načela, da ne sme biti kaznovan za dejanje. To, da se kaznovanje nanaša lahko samo na dejanje, to je izrečno povedano tudi že v prejšnjih mednarodnih dokumentih, naprimer Splošna deklaracija človekovih pravic iz 48. leta, nihče ne sme biti spoznan za krivega ravnanja ali opustitve, ki v času storitve ni bilo kaznivo dejanje. Potem nihče mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, nihče ne sme biti obsojen za dejanje ali opustitev, ki ob storitvi ni bilo doma še. Isto tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah in nazadnje tudi listina o temeljnih pravicah človeka v Evropski uniji iz Nice 2000. Vsi govorijo o tem, da se lahko človek kaznuje samo za dejanje. V preteklosti je to postalo ustavnopravni problem pri obravnavanju tako zvane uredbe v vojaških sodiščih oziroma pri reševanju zahtev za varstvo zakonitosti vloženih zoper to uredbo, zoper obsodbe po tej uredbi in nazadnje tudi Ustavno sodišče odločilo o tej uredbi. Da je nazadnje reklo, da kljub vsemu, da to ni zakon in tako dalje, vendarle je bil en tak akt, na podlagi katerega se lahko izvajala kaznovalna pravica, vendar danes ga lahko uporabljamo le, kolikor je to bilo pri obsodbah v skladu z, kolikor je bila ta uporaba uredbe v preteklosti v skladu z načeli civiliziranih narodov. In tukaj se je kot ena bistvena neskladnost z načeli civiliziranih narodov pa navajalo inkriminacija dejanj v uredbi, ki je govorila ti in ti, okupatorji ali pa izdajalci, kolaboranti, ki so v naši državi delali to in to. In zdaj je, tukaj je potem prišlo do obsodb zgolj na podlagi vključenosti nekoga v tako skupino ljudi, ne da bi se mu očitalo lahko kako njegovo dejanje, kaj je on pravzaprav storil. Taka
Vrhovno sodišče je tudi v več sodbah izreklo, da ne more biti nekdo obsojen zgolj zaradi nekega statusa. To vam pa povem zdaj zato, ker se pa tudi v drugostopni, prvostopni sodbi veliko pri izvajanju dokazov govori, recimo, da brez Janše, ki je bil vodja stranke te in ki je bil tudi takrat primer, predsednik vlade, ta kazniva dejanja očitno ne bi mogla biti storjena. Skratka, vse to govori, da če nisi mogel njegovo dejanje povedati, potem ga kljub vsemu ne moreš obsoditi, ker ga obsodiš samo na podlagi njegovega statusa, kaj je takrat bil, tisti status mu je morda omogočil neka dejanja, ki jih drugi ne morejo storiti, ampak samo zaradi tistega statusa obsojen ne more biti. Obtožba ne vsebuje dejanja oziroma opisa dejanja. To sem že enkrat na takem predavanju oziroma na taki konferenci že povedal in tudi povedal, zakaj. Še enkrat gremo, ta obtožba, ki se ponavlja tudi v izreku sodbe in ta je merodajen za presojo, ali je sodba v skladu z ustavo ali ne in zakaj je pač nekdo bil obsojen. To je glavno merilo, tisto, kar piše v izreku. V izreku ni najti popolnega opisa dejanja Janeza Janše. So opisi drugih oseb, zlasti Zagožna in teh, ampak kot Janše se samo zatrjuje, niti da je kaj takega storil, kar bi zatrjujejo se samo njegovi zakonski znaki. Pred navedbo zakonskih znakov kaznivega dejanja sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, da to stori kdor zase za koga drugega, terja ali sprejme nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, ali obljubo oziroma ponudbo takšnih koristi, je bilo samo pred zakone, da je sprejel obljubo koristi, je samo navedeno njegovo ime, potem pa so našteti še te ostali znaki, kaj mora biti s to obljubo povezano, zato da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da se upravi ali ne upravi kakšno uradno dejanje. Vsega tega njegovega dejanja to ni bilo opisano. Tudi po procesni plati to mora biti v zakonu, to mora biti v obtožbi že opisano, da se jo sprejme, če tega obtožba nima, je pač treba jo zavreči, oziroma tukaj tudi obtožni predlog je treba zavreči. Zakon tam v 437. členu pravi, da če nima opisa dejanja, se obtožni predlog zavrže. Tako da tukaj se je sodišče vseeno spustilo v razpravljanje o tej obtožbi in je potem v svoji sodbi skušalo s svojim sklepanjem izravnanj drugih in vsega povzeti tisto, da je pač tudi Janez Janša moral nekaj storiti, da je to kaznivo dejanje sploh bilo storjeno. Dosledno ne navaja vseh dejstev, to se pravi vseh sestavin tega dejanja, ampak sklepa, da je že nekaj takega moralo biti, da se to lahko šteje kot sprejem takšne obljube koristi. Tu se sklicuje na drugostopna sodba, na takoj
imenovano indično sodbo. To, da se dokazuje indici, da se dokazuje lahko tudi z indici, na našem pravu že dolgo velja. Tako da že zdavnaj so nehali veljati taka procesna pravila, ki pravijo, ja, da je nekdo lahko obsojen samo, če priznava, ali pa da je nekdo lahko obsojen, če to potrdijo 2 ali pa 3 priče, kar izpovejo ali nekaj takih. Zakonni, procesni tega že zdavnaj več ne določajo in dopuščajo tudi, da se dokazuje z indicijo. Vendar pa drugostopna sodba to indično sodbo ne prikazuje po mojem pravilno. Ker, vidite, drugostopna sodba pravi o tej, kaj je to indična sodba. Reče, da so indici pač neka pravno nerelevantna dejstva v nekem takem smislu, da bi lahko direktno iz njih izvedeli, da bi lahko to, kar je v zakonu določeno kot kaznivo dejanje, torej se pravi, da bi direktno iz njih lahko prepoznali znake kaznivega dejanja, ampak posredno s sklepanjem iz drugih na ta dejstva. Res je, da indici so se že nekdaj tudi uporabljali, nekje v kateri sodbi je več, v katerih je manj, vendar pa imajo indici v sebi neko pomanjkljivost. Profesor Bayer je rekel, da nad vsakim indicem naj bo še pač sodišče šteje še za tako prepričljivega, vedno visi en Damoklejev meč določene stopnje možnosti, da ni v skladu z realnostjo. Ker indic je sklepanje z enega na drugo. Zdaj, ali tisto sklepanje lahko izpade, da pa vendar ni v skladu z realnostjo. Vidite, pri sklepanju z indici, recimo drugostopna sodba pravi, ja, to po logiki je edino to pravilno in to. Vse je res logika, ampak ni samo logika, ker kriminal se ne dela po logični poti, tako kot si mislimo, ampak običajno gre po nelogični poti. To je prav, da se je treba tukaj v neko posebno nelogiko vživeti tistega dogajanja, da lahko to trditev postaviš. Vendar pravi zdaj o sami indični sodbi, drugostopno sodišče, da so indici dejstva, na kateri sklepamo o drugih še neznanih dejstvih. Ta pojem indica obstoji v kriminalistiki, da ko raziskujemo, ko odpiramo smer raziskovanja pri sojenju, pa indic uporabljamo za dokazovanje kot dokaz, torej dokaz, da tistega, kar nekdo trdi, da dokazujemo z indicom. Ne pa ni stvar sodišča, da ono odkriva potem ta dejstva, ampak je stvar sodišča, da tisto, kar nekdo trdi, da z indici preveri, ali to lahko obstoji ali ne. In tu je sodišče očitno moralo tisto, kar pač tožilec ni napravil, da je moralo potem ono ustvarjati tista dejstva, na katere sklepamo na obstoj znakov kaznivega dejanja. Moram povedati, da je s takim sojenjem, indičnim sojenjem, pa je sodišče prizadelo tudi pravice, ki jih ima obdolženec v kazenskem postopku in po mojem celo gre za ustavne pravice. 29. člen, pravna jamstva v kazenskem postopku,
alinea, tam tretja alinea pravi, da mora vsakomu biti zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist. Seveda izvajanje dokazov v njegovo korist, ampak tebi je to omogočeno takrat, ko zveš sploh, kaj ne dokazuješ. Če nimaš dejanja opisanega, če nimaš dejstev, potem tudi nasprotnih trditev ne moreš postavljati. Če so dejstva šele prvič bila postavljena, ugotovljena z indici v sodbi, potem v času sojenja pravzaprav ni vedel še tisti, pred čem naj se brani. Tako da je bila izigrana pravzaprav ta njegova pravica, da lahko uporablja dokaze v kazenskem postopku za indično sodbo. Sicer pa je to te indici, ki jih je sodba tukaj naj bi jih ugotovila oziroma uporabila. Ti indici, v bistvu indici sklepanje iz enega dejstva na drugo. Tu pa dosti krat šlo sklepanje iz nekega podrejenega dejstva, iz nekega ravnanja neke druge osebe, zagožma in podobno, na sklepanje o tem, kakšno kaznivo dejanje je lahko storil. To se pravi direktno na znake kaznivega dejanja. Ne kaj je storil in kaj iz tega izhaja, ampak kakšno kaznivo dejanje se mu lahko na podlagi tega očita. Torej, katere določbe se lahko na podlagi tega očita. In to na podlagi dejanj, recimo, drugih oseb. To je tudi sega do ustavne kršitve. Če pa sodišče, ko sodi zadevo in tožilec tako predstavi, da mora ono sestavljati nadaljnjo pravzaprav obtožbo in opis dejanja, potem seveda išče samo v eni smeri tisto rešitev. Tako sodišče, ki išče samo v eni smeri, da potrdi tisto, kar je obtožbi, tako sodišče ni pristrano. In to zopet ne odgovarja v moje ustavni določbi, torej tak način delovanja, da prav vsa, tako rekoč odločilna dejstva ugotavlja z indici, z sklepanjem izključno v eni smeri, je tudi v nasprotju pravzaprav z pravico do sodnega varstva. Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja. Te kršitve so naša sodišča že delala. Odloča neodvisno je po svojem položaju do drugih organov, ampak nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče, nepristransko je pa pravzaprav samo je pa odnos tisto, ki ga mora imeti do vsakega, do državljana in do njegovih pravic. Tako nepristranskost, po mojem, tudi se lahko v določenih primerov ugotovi. Ne samo zamudo, ampak tudi, da tukaj ni bil ustrezen odnos do ene strani v tej zadevi. Mislim, da je tukaj sodišče morda tudi malo preveč se vdinjalo neki ideji, ki je pa tudi včasih prihajala v javnih občilih do izraza, da pač ta mora biti obsojen, tega je treba eliminirati.
iz javnega življenja. Vse to so tudi na drugih organih v politiki izrekali, ampak v pravo se to ne sme prenesti. Poglejte tudi časopisi. Včeraj je pisal časopis, zato ker je bila vložena ustavna tudi pritožba, hkrati z zahtevo za varstvo zakonitosti. S strani Janše je časopis napisal prehitevanje Janše po desni strani, zložitev, kaj je hkrati vložil že zoper sodbo, zoper isto sodbo, zahtevo za varstvo in tudi to ustavno pritožbo. Torej, tako, kakor da je, če se uporabiš neko svojo pravico, da je to nekaj nedovoljenega. To se pravi, da prikazovati to, v njegovem primeru je to nedovoljeno tudi izraviti pravico do tega pravnega sredstva in da je to prehitevanje po desni strani, to je nekaj, kar ni dovoljeno v prometu. Mislim, s takim, tako rekoč, nekim izsiljevanjem neugodne obsodbe zoper njega je sodišču napravilo tisk slabo uslugo in je se sodišče znašlo v težavah in se potem pač odločilo, tako kot se je odločilo, po mojem se je uklonil pač temu prikazovanju mnenja, ki naj bi bilo javno mnenje. Zdaj, je treba povedati še to, da tudi niso stališča v skladu z zakonom. Zakaj trdim, da dejanje nima znakov kaznivega dejanja? Kot rečeno, sprejme ponudbo. Sprejem ni prejem take koristi. In sprejem obljube pomeni, da ti akceptiraš, ker obljuba je dejanje nekoga drugega in ti to obljubo akceptiraš. To je tako, kot rečem, ilegalni konsenzualni kontrakt, dogovor o tem, jaz se zavežem tebi, da ti bom nekaj dal za to, da boš ti pač nekaj vrnil in to pa je sprejme obljubo v takšnim pogojem, da bi izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval, da se upravi ali ne upravi kakšno uradno dejanje, tako je pisalo pač v zakonu. Zdaj, tukaj opisano je samo, da je sprejel korist, to je rečeno. Potem so pa izrazi, da je spremljal, pa da je bil seznanjen in vse podobno. To ni ničesar, iz česar bi lahko sklepali, da je sprejel obljubo za to, da bi, tukaj se reče, izkoristil svoj položaj ali vpliv in posredoval. Gre za izkoriščanje, za nekaj nedovoljenega, za neko nedovoljeno ravnanje na svojem položaju ali pa nedovoljeno ravnanje pri razpolaganju s vplivom in posredoval. To posredovanje mora biti pa tudi naprej predvideno pa dovoljeno konkretno kot nekaj nedovoljenega, ker iz naslova je sprejemali za nezakonito posredovanje. Tu ne gre za dovoljeno posredovanje, ampak za nezakonito in bi ta nezakonitost morala biti ob dejanju in sprejemanju obljube že dana. Potem, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, to je pa treba tudi natančno vedeti, za katero dejanje gre. V sodbi drugostopni piše,
to pač odprto. Tukaj da uradno dejanje ni treba čisto točno konkretizirano, pa je treba, da je konkretizirano. To ni odprti pojem, ker tudi, če imamo tako zvane odprte pojme, torej pri opisu kaznivega, zakonskem opisu kaznivega dejanja, recimo odprti pojme, kdor komu vzame življenje, to je odprto, na vse načine zajema, to. Ni tukaj neke omejitve, ampak tudi kadar se ga tožiš nekoga, da je vzel, pa moraš konkreten način navesti, te ne odvezuje tega, da navedeš konkreten način. Tudi tukaj bi moral ta zapoved, za kakšno dejanje so se pravzaprav zmenili, da gre ta korist in tako. Tako da ne samo sklepa, da je to pač nekaj takega bilo, kar bi lahko in podobno. To pa zato, ker v bistvu so, kot je izhajali Finci, hoteli samo nekako politično podporo. Politično podporo za slep te pogodbe in tudi tistega lokalnega, da imajo nekega trajnega, zanesljivega lokalnega zastopnika, ker en je menda že v teh dogovorih že padel prej. Tako da, ker je bil postavljen brez razpisa. In to so hoteli, če sprejmeš obljubo za politično podporo, to ni tisto, kar sprejemanje koristi, da bi izkoristil svoj položaj, vpliv in posredoval, da se opravi kakšno dejanje. To ni sprejemanje obljube za to, da boš ti nekaj nezakonitega delal in vplival na pošteno izvrševanje uradne dolžnosti v tej državi. Tako da tukaj ni nobena od teh stvari, tako rekoč, ni konkretizirana. Najhujši udarec se mi zdi tele indičnosti, ampak in teži indicov, pa je po mojem dal sam državni tožilec. Zato, ker ni preganjal tako zvanega koneksnega, s tem povezanega dejanja, in sicer gre za dajanje daril za nezakonito posredovanje. To je pa kdor drugemu obljubi, darilo je drugo korist in je isto, da bi izkoristil svoj položaj, vpliv in posredoval, da se upravi ali ne upravi kakšno uradno dejanje. Torej, dejanje obljube, sprejemanje obljube so te, tako rekoč je to zrcalna podoba enega drugega in se glede tega morata ujemati, zakaj je tožilec samo v tem primeru za sprejemanje obljube tožil, ne pa za dejanje obljube, pa ne vemo. Ker če je kaznivo dejanje jemanje obljube bilo storjeno na našem ozemlju, potem je bilo storjeno tudi dajanje obljube na našem ozemlju dokončano. In zdaj tukaj, dobro, če so vmes bili tudi akteri, da so vmes bili akteri tujci, ampak tožilec tukaj ni imel razloga, da ne sproži pregona. Lahko, da bi sprožil pregon, ki ga po našem zakonu dolžan. Zato, ker je to vse, kar se stori, vsako dejanje, ki je storjeno v Sloveniji, in v Sloveniji je tudi tisto dejanje, ne samo, kjer je storilec delal, ampak če je posledica samo nastala v Sloveniji, že rečemo, da je storjeno pri nas, tako po zakonu, je tukaj podana ukaz za uporabo našega zakona tožilcu. In zakaj se je temu ukazu odrekel tožilec, bi sicer imel v naši zakonodaji možnost potem, da drugemu odstopi pregon, ampak potem, ko ga je sam začel ali pa sprejel, potem ga lahko šele odstopi, ne pa, da je tukaj enostavno štel tisto dejanje obljube darila kot nekaj dovoljenega, kot nekaj takega, za kar niso predvidene sankcije, samo jemanje pa za to.
Iz tega, da tisto ni preganjal, torej dejanja, bi sklepal, da ni bil čisto prepričan, da je tudi dojemanja obljube, da je dojemanje obljube. To je en temeljni kontraindic, ki je ostal nerazjasnen, zakaj ni našega prava upravo za pregon teh oseb, ki so dejali darila. Tako da, oziroma obljubo darila. Delno je tukaj tudi še pravno napačna konstrukcija, da se naredi Janeza Janšo za sostorilca Jožeta Zagožna, ki je pa, v katerem dejanju se nekaj več ve, sicer tudi o njegovem dejanju ne, ampak več se ve o njegovih kontaktih, ki jih je imel z različnimi osebami in njegove konverzacije. Zdaj, pri Janši to ni bilo ugotovljeno, zato so ga napravili za sostorilstva z Jožetom Zagožnom. Ampak to je pa zanimivo, ker Jože Zagožen pa v sami obtožbi zoper Janeza Janšo v resnici ni opisan kot sostorilec. To je samo uporaba prava. Naš zakon pa pove, kdo je lahko sostorilec. Tisti, ki skupaj stori, ampak ni dovolj, da se reče skupaj, ampak so dve možnosti. Da z njem izvrši vse tisto, kar zakon določa kot kaznivo dejanje, ali pa da ravno ne tisto, ampak stori nekaj drugega, kar je pa odločilnega pomena, da se je lahko sploh zamisel v kaznivem dejanju izvedla. To so dve obliki, kjer lahko govorimo o sostorilstvu, če ne, sostorilstvo ne pride v poštev. V opisu dejanja, naprimer, piše, potem, ko je pač naj bi sprejel obljubo, da je Jože Zagožen pa terjal tam predplačilo, in tam piše po navodilih. Kakšna so tista navodila, pa kaj je bilo, kakšno vlogo so imela, ali so imela vlogo nekega odločilnega prispevanja, ali niso imela vlogo odločilnega prispevanja, se ne ve. Samo navodila so v zakonu napisana kot oblika pomoči, kot oblika delovanja tako zvane psihične pomoči, nasveti ali navodila. To lahko to takšna psihična pomoč, da ko nekomu pomagaš, to ni nujno. Če pa bi prišli do še naprej, pa bi rekli, da je to lahko kvečemo tudi napeljevanje. Namreč nekaj je. To kaznivo dejanje sprejem obljube je nekaj takega, kar lahko samo posameznik individualno stori. To ne moreš ti sprejeti obljubo hkrati še za drugega. Sprejeti obljubo za svoj položaj, pa za svoj vpliv lahko samo en posameznik in kako bo izrabil vpliv. To lahko vsak samo za sebe sprejme. Tako kot imate, naprimer, tudi opisano kaznivo dejanje detomora, mati, ki vzame življenje svojemu otroku. Tukaj tudi ne more priti do sostorilstva z babico, čeprav je odločilno naredila. Babica ni sostorilec, ker je po zakonu to kaznivo dejanje napisano tako, da lahko sam individualna oseba stori. In tudi iz tega dejanja, iz tega opisa ravno tako sklepamo, se ne da pomagati. In tukaj sostorilstva ni. Kar se tiče pa tudi z Jožetom Zagožnom, pa njegovo dejanje ni bilo sploh ne razjasnjeno, kako je bilo storjeno. Namreč, če bi tožilec obtoževal
tudi dajanje daril za nezakonito posedovanje, bi se tudi znašel Zagožen na strani dajalcev obljube, ker je posredoval to obljubo in tako je tudi upisano, da so ta obljuba bila od Nitinena, da jo je Zagožen dobil preko Ridla in Valterja Wolfa, da Janez Janša pa preko Zagožna. Torej je bil Zagožen tisti opisano kot tisti prenašalec in nekdo ne more biti istočasno sostorilec na strani dajanja obljube in na strani prijemanja obljube. Tako da tukaj je stvar ostala glede Zagožnove vloge in glede njegovega dejanja ni toliko razčiščena, da bi lahko govorili, da je tukaj prišlo do kakšnega sostorilstva, ker še Zagožnovo ravnanje ni pravzaprav tako, da bi ga lahko čisto pravno kvalificirali kot sprejemanje daril za nezakonito posedovanje, za isto dejanje. To je seveda tudi pravna napaka in ta pravna napaka, samo to napačna uporaba prava, ne more biti razlog, da se pač tisto, kar naj bi nekdo drug storil, pripiše Janez Janši, sicer pa tudi, če gre za sostorilstvo, bi moralo natančno napisati, kaj je napravil en storilec, kaj je napravil drugi storilec, da potem primer. Če bi hoteli sostorilstvo, mislim, da je sostorilstvo tukaj pojmovno izključeno. In tudi po samem tem, kako je pač ta izrek napisan. Na neugotovljen kraj, na neugotovljen komunikacijski način preko Valterja Wolfa in Hansa Wolfganga Rindla odreja Nitinena, Ivan Janša pa preko Jožeta Zagožna. Sicer Jože Zagožen najmanj zase, Ivan Janša pa za stranko iz desne. Tukaj je to ni opisano kot sostorilstvo. No, zdaj še pa nekaj o teh neugotovljeni način. Če rečemo neugotovljeni komunikacijski način, sprejeta obljuba ni bila mogoče drugačna kot na komunikacijski način, ampak mi moramo to komunikacijo vedeti. Če tega komunikacijskega načina nismo ugotovili nič o dejanju. Zato, ker da boste rekli, da je na neugotovljen način me nekdo žalil, prosim, tako ne morete, ampak so se ljudje smejali tistemu, kar je on ali je rekel, ali je, ampak tudi morate, kako je žalil, ali je to direktno izrekel, ali je komu drugemu to povedal, ali je, skratka, morate vedeti, kako je to izjavil. In tudi sprejem obljube se stori za neko izjavo. In ta izjava se na različne te načine. In šele potem, ko vemo za en način, lahko to dokazno ocenjujemo in ocenjujemo, ali je to bilo možno in proti dokaze. Da rečemo kar na neugotovljen način. Na neugotovljen način lahko mi potem, ko se rodimo, vse naredimo na neugotovljen način. Pa gre za to, kako je to bilo sploh izpeljano in izpeljano. Ne glede na to, da je pa tudi točen datum potreben, ker tu se govori pa od 10.8. do 22.8. naj bi do tega sprejetja prišlo. Sprejetje obljube spada na tako zvana trenutna kazniva dejanja, ki se stori v enem trenutku, ne pa v določenem obdobju. In sprejetje obljube je takrat, ko daš drugemu na znanje, sprejemam. In pod temi in temi pogoji se v tistem trenutku je lahko sprejetje končano. In to se naredi v trenutku, ker potem se lahko sploh neka obramba, ali ima alibi, ali nima alibi, oddaj začne zastaranje,
potem tudi glede na to, ali bomo lahko še kdaj sodili v to, za to dejanje, ker gre za ne bis in idem, ne, ker mi ta prepoveduje v istih, da je nekaj bilo storjeno v istih okoliščinah, zato moramo tudi kraj in čas kljub vsemu vedeti. Kraj se domneva, da je v Sloveniji, zato ker naj bi tukaj predvsem posledica nastala, ampak kljub vsemu bi bilo treba točno vedeti, kje je pravzaprav ta obljuba bila sprejeta pred kom, da bi še z večjo zanesljivostjo potem lahko sklepali o potrebi kaznovanja dajalca in pa jemalca te obljube. Če je nekdo, tudi če bi nekdo nekomu dajal obljubo, potem, ko se je, potem, ko je to že drugi pravzaprav sprejel, mislim, če je to nekdo potem naredil, potem je vprašanje, kdo je v bistvu sprejel obljubo, če je ne. Tako da tudi to je vprašanje, ali so potem vsi naslednji krivi, s katerimi se ta potem pogovarjal. Tudi vprašanje naklepa, tega sploh naklepa in malomarnosti sploh ne obravnava. Če bi se vprašanje naklepa, bi se postavilo to. Janez se očita, da je za stranko. Ja, prosim, če za stranko vzameš neko veliko vsoto denarja, to moraš imeti neke predstave, po mojem, ne? Prvič, da stranka potrebuje ta denar, pa kam ga boš znal, da bo to uporabno sploh, mislim, kako boš ta denar lahko spravil. Ne rečem, da se mogoče za stranko kdaj ne pridobivajo kakšne koristi, ampak če to ni povezano z protiobvezami, z posegi v uradno dolžnost, potem to ni to, z obljubljanjem nasprotnega, potem to ni to kaznivo dejanje. Tako da, takrat to obravnavamo lahko kot nedovoljeno dejanje, ampak v okviru pač drugačnih možnih ukrepanj, ne pa kot kaznivo dejanje. Tako da donacije, recimo, lahko štejemo, če jih dobiva tako podjetnika, stranka, so sicer nedovoljene, ampak ne pomenijo tega kaznivega dejanja, če niso povezane z zahtevami za izrabljanje položaja in vpliva in za nezakonito posredovanje. Toliko je moj pravni pogled na to in vse to v eni celoti mi kaže, da je tukaj najprej že bil pristranski tožilec, ker je tudi samo eno plat tega zla preganja, ki ga sam pravi, da je treba zlo pač preganjati, če ga ne preganjaš, si sam del tega zla, to je pa malo prehudo, če se reče to sodišču, če tožilec reče sodišču, da je samo del zla, če ne bo obsodno, tega, kar on označuje kot zlo. Sicer pa je naloga tožilca in tudi sodišča, da priganja in kaznuje samo tisto, kar zakon določa, da je kaznivo dejanje, tisto, kar se pa mogoče iz neke morale, mogoče morale ali pa celo ne morale, ampak iz nekih tudi strankarskih pravil ali podobno, šteje za nedovoljeno, tisto ne more biti samo za sebe, ne more biti kaznivo dejanje, lahko je zlo, ampak se ne preganja kot
kot kaznivo dejanje. Je pri preganjanju zla je treba ostati, saj tožilcu je treba ostati v mejah načela zakonitosti, da tisto sem kar zakon določa. Nemci pravijo temu načelu zakonitosti Rechtsstaat princip, ker na tem načelu zakonitosti se presoja pravnost države, na načelu zakonitosti, da se res preganjajo samo dejanja ljudi, ne pa, da se pravne sankcije tudi za kakšne druge lastnosti in podobno uporabljajo. Je pa teh teženj v preteklosti veliko bilo, da se ljudi, kaj zvem, si vidite to, da mnogo ljudi je bilo poslano v koncentracijska taborišča, pa v gulage, brez kazenskih sodb za dejanja, ampak zato, ker niso imeli ta pravih lastnosti, oziroma so imeli neke lastnosti, ki niso bile všeč, oziroma so se šteli za nevarne in zato jih je bilo treba zaradi nevarnosti soditi. V preteklosti je bilo tega toliko, da so po drugi svetovni vojni kar po vrsti te regionalne in svetovne organizacije začele načelo zakonitosti postavljati kot enega glavnih principov za presojo pravnosti države. In tu pač moramo biti pozorni na to, ker se tudi tisto geslo, nihče ni nedotakljiv. Nihče za državljanno dobro ne stori. Zdaj se bomo pa hvalili s tem, smo premagali nekega močnega, ki je zgledal, da je nepremagljiv nasprotnik. Potem se pa lahko državljan vpraša, ja, potem šele, če imajo tako moč, kakšno moč pa imajo pa potem proti meni, proti nam, za katere vprašanje, če se bo kdaj kdo zavzel. In je zato padec načela zakonitosti tudi v kateremkoli primeru ima lahko zelo negativen učinek na položaj ljudi v neki skupnosti.